Kdo se sploh lahko vpiše na program farmacija? Program farmacija je enovit magistrski program, traja 5 let in nanj se lahko vpiše, kdor je zaključil splošno maturo. Seveda je pa možen vpis na študij tudi s poklicno maturo, vendar z dodatnim maturitetnim predmetom. Farmacija se mi je zdela zanimiva zaradi tega, ker ni ne čista kemija, pa ne tudi medicina, ampak neka taka mešanica. Ne vem, mene je že od nekdaj veselil ta poklic, že od malega se mi je zdelo to ključno, ker sem prišel v lekarno. Pa so bile tiste tete tam v belem, pa so bile vse res tako prijazne, pa so pomagale. Ker se mi je zdel tudi študij dosti perspektiven, pa v srednji šoli so me dosti zanimajo predmeti, kot so na primer fizika, kemija, biologija. Taka modra barva. Zelo uporabna biokemijska metoda, tudi pri CSI-ju lahko vidimo te zadeve in pol priključimo to na elektriko in dobimo nekako približno tak rezultat. Kaj pa to sploh pomeni? Kaj to so proteini, ki potujejo naprej? Ne, niso proteini. Kaj pa so? To so nukleinske kisline. Tole je recimo standard velikostni in tole je pač 100, 200, 300 baznih parov, 400 in pač naš fragment je nekje med 300 in 400 baznimi pari. Ne bi bila glih v lekarni, niti ne v raziskovanju, ampak me bolj zanima tako v povezavi z ekonomijo ali pa trženje zdravil, ta smer me bolj zanima. Nikjer se še ne vidim tako konkretno. Mogoče bi imela svojo lekarno, to se mi zdi dosti izziv. Mi je pa všeč tudi regulativa, registracija zdravil, ki je v tem smislu. Mislim, da mogoče v raziskovalnem laboratoriju, mogoče pa tudi v kakšni industriji ali pa morda tudi v lekarni, no vse zadnje tudi to je lepo delo. Ravno prejšnji teden smo dobili podatek, da smo med 4000 univerzami 12, kar se tiče Erasmus izmenjav. Tako tudi naši študentje lahko po en semester ali cel letnik opravijo na tujih univerzah. Letno imamo na ta način okoli 200 izmenjav, pri čemer ocenjujem, da ni toliko pomembno, kakšno znanje pridobijo v tujini. Pomembne so življenjske izkušnje in pa tisti občutek, kako podobne probleme rešujejo drugje v drugačnem okolju ali pa kako v podobnih okoljih različni problemi nastajajo in kako se jih rešuje. Kje pa se potem po končani izobrazbi lahko zaposlijo? Naših diplomantov je slaba polovica v širši lekarniški dejavnosti. V zadnjih letih se ta dejavnost širi na področje bolnišnic v obliki kliničnega farmacevta, ki pomeni svetovalca za varno, učinkovito uporabo zdravil. Nekoliko manj slaba polovica jih je zaposlenih v gospodarstvu, se pravi v farmacevtski in sorodni industriji, v veledrogerijah in pa v predstavništvih. 5 do 10% farmacevtov se zaposluje v medicinskih laboratorijih, v srednjem in visokem šolstvu in pa v državni upravi oziroma v sorodnih inštitucijah, kot je na primer Javna agencija za zdravila in inšpekcijske službe. Kakšne pa so osebnostne značilnosti dobrega farmacevta? Zelo raznolike, tako kot so različna delovna mesta. Vsekakor študij zahteva vztrajnost, poglobljena znanja, tudi ročne spretnosti, široko razumevanje pojavov v naravoslovju, v tehnologiji in v človeški družbi. Ni nujno, da vam je skrb za ljudi prva orientacija pri študiju farmacevta, zagotovo pa nekdo, ki mu je vseeno za ljudi, ne more biti dober farmacevt.